Pozdravljam naše kmečke žene v svojem imenu, v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Dobrodošle v Brežicah. Naše današnje srečanje poteka 17. oktobra. Pred kratkim ste pridobili vabilo, vabljeni na vseslovenski shod kmetom, ki bo 17. oktobra 2015 ob 10. uri. Za pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom. Organizacija današnjega srečanja je bila planirana že davno pred tem. Je pa prav, da smo z duhom kmetice prisotne v tem slovenskem shodu in se mu pridružujemo. Shod poteka v 8 slovenskih mestih, v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. Z geslom, kot sem rekla, pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom in pa z vabilom pridite in podprite prizadevanja za ustrezna razmerja v verigi preskrbe s hrano. Tudi mi smo danes zbrani tukaj z istim motivom, da podpiramo prizadevanja za ustrezna razmerja v verigi preskrbe s hrano, pa sama bi dodala tudi nekaj za pravične in dobre medsebojne odnose med kmeti in za nerazslojevanje med kmeti. In naj preberem še moto in pa točke današnjega shoda. Pričakovanja slovenskih kmetov so sledeča. Prvič, poštena razmerja cen v verigi preskrbe s hrano. Pričakujemo sklenitev dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v mlečni verigi in verigi prašičjega mesa, ki bo zagotovil spremenjena razmerja v ceni mleka in ceni prašičjega mesa. Drugič, da bo potrošnik lahko brez dvoma izbere živila slovenskega porekla. Pričakujemo ureditev obveznega navajanja porekla in njegove sledljivosti do prodajnega računa na področju nepakiranih živil, tako mesa, sadja, zelenjave. Tretjič, da se ustavi uvoz pridelkov po nizkih cenah in previdneje ravna pri liberalizaciji kmetijskih trgov. Pričakujemo, da si bodo deležniki v prehranski verigi prizadevali za sklepanje dolgoročnih pogodbenih odnosov pri trgovanju s kmetijskimi pridelki in živili. Od države pričakujemo aktivnejše vključevanje nadzornih organov, preprečevanje teh praks. Četrtič, da je slovenska agroživilska veriga dobavitelj hrane v javne ustanove v Sloveniji. Pričakujemo, da bo oskrba v javnih ustanovah temeljila na pridelkih in proizvodih iz slovenske agroživilske verige. Petič, da se v verigi preskrbe s hrano uveljavijo poštene prakse. Pričakujemo spoštovanje poštenih praks vseh deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Pričakujemo dosledno izvajanje zakonskih določil. Šestič, ustreznejši ukrepi in zakonodaje v primerih naravnih nesreč. Pričakujemo učinkovitejše ukrepe na področju soočanja z neugodnimi vremenskimi razmerami, priprava akcijskega načrta ukrepov in zagotavljanje sredstev za zmanjševanje in odpravo posledic. In sedmič, učinkovitejši odziv Evropske unije in države na stanje. Pričakujemo hitro izvedbo celovitih ukrepov, tako evropskih kot vladnih, ki bodo kratkoročno omejili padec dohodka v kmetijstvu. Vsem nam, vam, njim in vsem pa polagam na dušo, kupujmo domače. Tako kot je rekla Marija, tako kot je rekel gospod župan, smo tudi mi izjemno veseli, da ste tukaj. Nekako je prav, da ste tudi v tej dvorani,
ki je bila priča številnim dogodkom, ki vabi različne ljudi in ki je seveda namenjena prav vsem. In že nekaj časa ni samo tistim, ki so pred 500 leti nekako pa kasneje naredili v bistvu take ekskluzivne prostore in jih le redko odpirali tudi navzven. To, da imamo odprto dediščino, je velika prednost, je velika priložnost, da v bistvu vse, kar imamo čisto blizu, poznamo in da o tem govorimo tudi naprej. Mi imamo v načrtu tako in tako, da potem, ko si ogledate grad, si boste z našimi vodiči tudi to vse ogledali sprehodile. Zato v bistvu bi te besede bile bolj namenjene samo pozdravu in pa opozorila bi vas tam eno sliko, takole jo kažem na desni, vaši na moji levi. Ravno to se mi zdi, da simbolizira vse, kar počnete vi, kar se trudimo vsi, se pravi, da bi te naši pridelki, da bi naše življenje bilo polno veselja, da bi v bistvu tista mati, narava in najboljša gospa, ki to sprejema, bi bila dobrotljiva, da bi imeli vsako leto lepo leto in da bi ta srečanja, ki se tako lepo že uveljavila, trajala neskončno in da se vsake leta potem srečamo tudi v tem gradu. Ker se mi zdi, da ravno to pravo prizorišče, pravo mesto za naše druženje in jaz osebno sem pa zelo vesela, da sem že tretjič z vami, da nekako grem, kam greste vi in upam, da bo tako tudi, oziroma da me vabite spet na druge lokacije in da se srečamo seveda tudi v Brežicah. Hvala, Marija. Začela bi pa takole. Kmečka žena. To je ženska, ki je vredna vse časti, saj je na svetu podobne ni. Svojimi pridnimi rokami se bori, da nihče od domačih hlačen ni. To je mati, žena in kmetica, to je gospodinja in gospodarica. So dnevi, ko ji je težko, a ve, da nič za manj ni bilo. Vsa njena dobrota se ji poplača smehom na naših ustih in iskricah v očeh. Dobre volje ji nikoli ne zmanjka. Dela noč in dan in je ni sram, da je kmetica. To s ponosom nosi v srcu, ki je bilo rojeno za skrb do zemlje in narave. Svojo dobroto in znanje med vse nas deli od sreče, da lahko to stori, žari od sreče. Nas neguje in varuje, da smo lahko brez skrbi. Saj boljšega človeka ni, ki za nas vse to storil bi. Zato bodimo ponosni vsi, da med nami toliko pridnih kmetic živi. Zbirale že 13. Leja je 13. In vse zgodbe, vse življenjske zgodbe naših kandidatov, marsikoga prevzamejo, spodbudijo, da je delo na kmetiji kljub tegobam sodobnega sveta, da je potrebno vztrajati. In priznanje za minulo delo si naša Leja sigurno zasluži, tako mislim jaz kot marsikdo. In da ne bom predolga, jo vabim k besedi. Bila ta velika čast, da ste me predlagali za kmetico leta, da ste menili, da moje delo zasluži takšno plačilo. In še večja čast mi je pa bila, da sem res izbrana za kmetico leta. Meni je najtežji del tega ravno to. Zato bom poskušala biti kratka. Ta moj naziv bi lahko sprejela katerakoli med vami, ker delamo vse približno enako. Vse se trudimo za boljše življenje naših družin. Poleg tega pa tu in tam še kaj za društvo naredimo, pa za druge, koliko se pač da.
pa v zadnji redi bili bolj na obik poslušani, ki so se prizali, pa komaj čakali, da se bojo polegali v vrhu v sencu. Tam so se poučili, koliko spili,